Vzpostavljanje komunikacije z ministrstvom, pristojnim, vlado in vsemi, ki se odločajo o zakonodaji in financiranju znanosti, nas žene, govorim o Organizacijskem odboru Shoda za znanost in koordinaciji slovenskih raziskovalnih inštitutov, potreba po sprotni kritični refleksiji aktualnega stanja na raziskovalnem področju oziroma v raziskovalni sferi. It also means that the situation of universities also depends to a certain degree on the financial power situation of the state. Imamo zdaj nekakšen izziv pred sabo, da pravzaprav imamo neko, rečemo... Mislim, moja teza je, da napad na znanost strani velikih teorij zarote je v bistvu napad na kapitalizem by proxy. Se mi zdi, da ena ključna beseda je to zaupanje. Zaupanje v mlade, pa zaupanje v nove ideje, pa dajati v bistvu možnost. Rekel je, nisem se šolal zato, da bi postal uradnik. Mislim, da ta stavek je za nas tudi izredno pomemben, ker dejansko postajamo čedalje bolj uradniki. Torej, iztočnica je jasna. V zadnjih 2-3 letih se je zgodilo na področju organizacije in financiranja znanosti ogromno. In nekdo bi lahko sklepal, da je to nekaj, kar kliče po odmoru, predahu. Mi pa razumemo to kot izjemno dobri priložnosti, kot izjemno dobri podlagi za to, da se gradi naprej. Pred nastopom te vlade smo namenjali za znanost okoli 350 milijonov. Napoved je, da bomo naslednje leto presegli 700 milijonov. Kaj vi pričakujete od nas, da mi damo nazaj? Jaz vam rekel, da ne gre zdaj za vprašanje, kaj je dobro za raziskovalce, za nas ali pa za politiko. Predvsem je vprašanje, kaj je dobro za to državo. Vsi se zavedamo, da brez temeljne znanosti ni nič. To je dejstvo. Ampak samo temeljna znanost pa tudi ni dovolj. Smo inovativni, naš portal Fran uporabljajo dejansko po celem svetu. Nam so se sredstva po nekem čudnem naključju lansko leto ta dodatna sredstva zmanjšala za 75%. Letos z neko intervencijo, ki je pa samo krpanje, nesistemska rešitev, smo prišli na približno 50% tistih sredstev, ki bi jih potrebovali za normalno delovanje. In to že eno leto nazaj nas je izrecno podprl predsednik vlade in zato je moje vprašanje, glede na to, da vidimo, da dobro delate, da grejo stvari v pravo smer, zakaj se tako preproste in v resnici zelo poceni problematike, kot je problematika svetovno uspešnega Inštituta za slovenski jezik, ne da razrešiti. Na našem ministrstvu ne moramo enostavno odrediti toliko in toliko denarja na leto, bo pa en inštitut dobil. Ja, drugače pa... Bom pa dal zdaj obljubo. Rešitev. Čeprav se rekel, da jih ne dajem. Zdaj mi boste pustili, da do poletja končamo zdravstveno reformo pa pokojninsko, ker je to primarna prioriteta in potem bomo po drugi polovici, da bom pa jaz osebno ta problem rešil. Prav?